Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In če spremljate kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je tole všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem. Zdaj, situacija na trgu ni nič kaj bistveno drugačna od tega, kar smo imeli včeraj. Danes je torek, 26. maj in mi se v bistvu še vedno pomikamo tukaj v stran. Zdaj, ta glavna stvar, ki jo mi gledamo tukaj, je na tem 4-urnem časovnem intervalu. Tukaj smo izgubili kanal, spodnjo mejo tega kanala. In zdaj biki neprestano udarjajo ob to mejo. In tukaj je zdaj vprašanje, ali se jim bo izplačalo. Eno špekulacijo smo postavili včeraj. To je, da bi mi lahko naredili narobe obrnjeni Head and Shoulders, ki je bikovski vzorec, in da potem ponovno prebijemo tole mejo in rastemo naprej gor. Zakaj gledamo tale bikovski scenarij? Zaradi tega, ker imamo še kar nekaj likvidnosti tukaj zgoraj. Ta prva, taka bistvena, taka večja je na tam nekje 78.600 in ta druga je na 82.500. Zdaj, trenutno nas tukaj kar odbija od tele meje. Šli smo jo testirati kot odporno mejo enkrat, dvakrat, trikrat. Tako da, ja, biki tukaj so res kar vztrajni. Dajmo pogledati, dokot bi mi lahko prišli, da mi naredimo tale vzorec, dokot lahko sega vse tale naslednja rama in lahko bi prišli vse dol do tam nekje 75.000 ponovno. Zdaj, nikakor pa ne smemo izgubiti tele meje na okoli 74.200. Zakaj? Zaradi tega, ker to je neckline meja tega dvojnega dna. Če mi tole izgubimo, potem mi lahko pademo tudi do sem dol, do tam nekje 65.700, kjer je tudi eno likvidnostno območje. Zdaj, na 15-minutnem časovnem intervalu je trenutno kar neodločena situacija. Tukaj smo imeli preko vikenda tale padec, smo se pobrali nazaj, ampak moti me zdaj to, da kar se tiče Bitcoina, so se začele nabirati kar stave na rast tukaj. Torej, kar precej ljudi pričakuje zdaj nadaljevanje rasti, medtem ko Ethereum pa lahko vidimo, kar vztraja dol v svojem preprodanem območju. Tukaj tudi gledamo na 4-urnem časovnem intervalu tole skrito medvedjo divergenco in bo treba spremljati zdaj, če se bo iztekla po pričakovanjih. Imamo tukaj vrh in pa nižji vrh, kar se tiče gibanja cene. Medtem ko tukaj imamo pa vrh in pa vrh na nekje isti višini. Skrita medvedja divergenca pa, kot vemo, lahko namiguje na nadaljevanje padanja. Zdaj, če bi mi slučajno šli še preko tega dna, ki smo ga naredili preko vikenda, bi lahko potem šli pobirati naslednjo likvidnostno območje na okoli 73.000. Poglejmo še likvidnostna območja tukaj na tem grafu, trenutno naštimano na 24 ur.
Vidimo, da večino tukaj spodaj smo že pobrali, ampak ostaja pa še tukaj tale naokoli 75.800. To je pač od vseh ljudi, ki so stavili na rast. Tukaj zgoraj jih potem imamo, kot smo tudi že označili, od vseh tistih, ki so stavili na padec, če jih bomo slučajno šli pobirati, na okoli 78.000 in pa vse do 78.500. Ethereum, poglejmo še Ethereum, izredno cikcakasta struktura, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, zelo preprodan, ogromno ljudi stavi na padec, kar bi jih lahko morda tudi doletela kazen. Zdaj, Ethereum ima tudi neko podobno situacijo, še kar podobno kot Bitcoin. Mi smo spremljali tole naraščajočo linijo, ki je delovala kot podpora, kot lahko vidimo. Smo jo izgubili tukaj na 4-urnem časovnem intervalu in šli pobirati točno to likvidnostno območje na 2000. In zdaj biki vztrajno udarjajo ob njo in če ne bo zavrnitve, ja, potem lahko še vedno pridemo tukaj notri in še vedno se lahko izvede tale naš bikovski scenarij. Bomo videli zdaj, če se bo vztrajnost bikov splačala. Ampak, če mi zdaj vidimo zavrnitev od te meje, potem lahko gremo pobirati še naprej dol tele likvidnosti. Tukaj lahko vidimo, da smo se v bistvu dotaknili tega likvidnostnega območja s temle špicem svečke. Lahko bi šli še enkrat dol s polnim telesom testirati in če tudi to ne bo vzdržalo, potem je naslednja tukaj na 1960 tam nekje. V nasprotni smeri za bike, če le osvojijo tole mejo nazaj, pa imamo tukaj zgoraj ta glavno na okoli 2460. To je ta prva, ki jo moramo prevzeti. Tukaj točno na tem vrhu so nekateri stavili na padec. In pa seveda, če nadaljuje rast, je potem naslednja na 2800 in pa ja, lahko tudi do 3000. Pojma nimam, kaj se tukaj dogaja s tem funding rateom. Po mojem je prišlo do neke napake, zaradi tega, ker je zadnje čase globoko rdeč in bodo morali po mojem tole popraviti. Tako, kar se tiče dogajanja, bom seveda še dodatno objavljal preko Patreona, če bo karkoli zanimivega. In če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju, če to spremljate kasneje preko YouTuba. In če spremljate tam, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. In pa tudi komentirajte spodaj, zelo zanimive debate se odvijajo in tudi zelo rad pokomentiram malo z vami. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.